Welcome in Prague. Ful mi je fajn. Tukaj se končuje. We love Laško. Let's go, guys. Tam gor je še eno letalo. It looks like they will kill me. Praktično vsa letala. I will beat you, guys. Pazi luža. Češnjevo pivo. Gremo? Zdaj mi Praga že bolj všeč, ja. Ful mi je fajn, sem pričakoval, da bo ful slabš na Češkem, ne dolgo se je začela, ampak odkar smo spoznali Mareka, je the best. We love Laško. Like, I must say that Slovenia is beautiful country, but Czech Republic is better country, so that's like, we have better beer. Sorry, guys. Torej, najedli smo se, imeli smo se fajn, pogledali smo si to železnico z vlakci, ki ti pripeljejo hrano in pijačo do mize. Zdaj nas bo pa naš vodič Marek povabil še do City Square. Welcome in Prague. I'm here with some Slovenian mafia guys. I don't really know them, but it looks like they will kill me after the trip in the Prague. But just I need to show them the Prague, like the squares, bridges, or the most famous things in Prague. So let's go, guys. He will be famous soon. So if I will be on the TV, Your father is gonna beat you up. yeah, but I will beat you guys. Smo na Tavorju, kjer je sončna ura, oziroma lunarna ura. Smo na tej najvišji točki tega Tavorja. Se vidi cela Praga od tu. Vidimo najbolj klasično restauracijo, oziroma eno najbolj znani restauracij, ki se imenuje Balkon Princa. Vidimo Tavor, mislim, da je celo najvišja točka, če sem prav razumel, da sem narobe povedal. Pa vidimo cel Old Town v bistvu, celo staro mesto in res je lepo. Ogledali smo si Karlov most, pa videli smo v bistvu že cel star del Prage. Je pa zelo zanimivo, dejansko je največ turistov do zdaj, kjer sva bila. In je res tako, dobiš nek občutek res znamenitega mesta, kjer lahko vidiš vse. Predzadnji dan potovanja. Danes smo v muzeju letal na Pragi, kjer lahko vidiš praktično vsa letala, ki si jih lahko zamisliš. od Prve svetovne vojne pa do modernih letal. Muzej, v katerem sva zdaj, je zastonj, oziroma ni vstopnine, tako da če bo kdo v Pragi, se ga definitivno splača pogledati. Tle so malo starejša letala, iz bolj začetka aviacije. Ena so taka bolj tako navadna, niso nekaj zanimiva, pol tam dol na koncu je v bistvu tudi helikopter, ki lahko spravimo od celega džipa. Tako ti si je malo bolj zanimiv. To je spaceship oziroma vesoljska ladja neke vrste. Če pogledamo tu noter, sta sedela noter dva človeka, ki sta operirala celotno ladjo, ampak noter v bistvu ni sploh toliko veliko prostora. Pa je bil polet, v bistvu je trajal, mislim, da 190 ur. Koliko dni je to? To je tako približno, tako vsaj 2 dni je bilo, še več. Ok, super, da je še nehal. Mi čakam, da vidimo vse une, opazi luža, da vidimo vse une ta velika letala.
imajo večinoma samo vojaške letala, dejansko nimajo nič takih potovalnih. Meni je muzej ful všeč. Veliko takih stvari, ki jih ne moreš videti vsak dan. Ker recimo v Sloveniji ne vem, če imamo kakšen tak letalski muzej, da bi imel toliko letal na kupu in znotraj, koliko v 4 hangarjih sva bila. Od zunaj je tudi, ne vem, 40-50 letal. Staro mesto naj jo pričakuje. Evo, smo še enkrat v centru Prage. Zdaj va šla probat češnjevo pivo. Da imajo cherry beer in sem bil tak, tega še nisem probal, sem mislil, da obstaja. Cherry beer? Yeah. Half a liter, yeah. The big one. For both. Yeah, half liter. Thank you. V bistvu je veliko boljši, kot pa sem pričakoval. Zelo pitni, pa še bi ga. Gremo? Srečstva, da že danes rezervirala karte za vlak. Vozovnic itak že imava. Morava pa iti zelo zgodaj zjutraj, ja. En tirček se kar pozna. Let's to smer. Opa. Ura je 7 zjutraj in lihkar sva zapustila apartma. Čaka naju približno 14 ur vožnje do Slovenije, oziroma pa si kupiti še nekaj za pit, za popot. In pol se najino 16-dnevno potovanje zaključuje. Ne bo. Prvič v lifeu, dobim rezervacijo na vlak. Sva se odločila, da si za prvi obrok danes prvošva nekaj zdravega. McDonald's, a ne, za konc. Tilan si bo še preračunal kalorije. Burger je imel samo 600 kalorij, mislim, da je imel Jurija. Tortilja je imela 500, pripričak je 300, da je bilo Jurija 400. Tukaj se končuje najina pot, najin vlog. Spet bova šla nekam, naslednjič z vlakom, predvidevam. Ja, čeprav, če bomo šli decembra, bi šli z letalom. Tako da mi jaz tle poslavljava na tej točki. Definitivno se splača vsakem let. Če me zanima, se splača. Čau.